povem, zakaj se gre. Gre za podpis dogovora o sodelovanju med Fakulteto za strojništvo Ljubljanske univerze, Fakulteto za elektrotehniko Ljubljanske univerze, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Mariborske in Fakulteto za strojništvo Mariborske in Slovenskim inštitutom za kakovost, seveda tudi Ministrstvo za obrambo. Izjemno pomembno. Namreč pri razvoju obrambnih proizvodov, tudi proizvodov namenjenih za dvojno rabo, se mora izvajati določeni preizkusi. Ti preizkusi so navedeni tudi v vojaških standardih, slovenskih vojaških standardih, ki so praktično implementirani, uvedeni v operativno uporabo, so standardi, vojaški standardi in so tudi predpisane določene metode preizkušanja. Vse te fakultete imajo že svoje laboratorije, eni so tudi certificirani laboratoriji, s tem želimo jih tudi še dodatno vključiti vse te naše razvojne programe, skratka tudi pri razvoju kupole, pa daljinsko vodenih oborožitvenih postaj, kupole, vozil, UGV, letal in tudi drugega in kasneje razširiti tudi na druga področja, kot je streljivo in tako naprej. Kolikor bo potrebno tudi nabaviti kako posebno opremo zaradi vojaških preizkusov, bo ministrstvo se zavezalo, da bo kupovalo to opremo in predalo tistim laboratorijam, ki so najbolj primerni za to. Torej, želimo vključiti vse razvojne projekte, tudi v projekte pri industrializaciji teh proizvodov. Vključujemo tudi slovensko akreditacijo. Torej, kadar bomo imeli recimo balistične plošče, kadar bo treba preveriti, ali lahko tudi v procesu nakupa opreme, bomo imeli doma akreditirano laboratorij, ko bo na koncu s certifikatom nam potrdijo veljavnost v bistvu tega, kar kupujemo. Izjemno pomembno. Računamo, da se bo to sodelovanje še naprej širilo, kar je še pomembno, ne boste tudi verjeli. Skratka, v teh laboratoriji so vključeni ne samo profesori, asistenti in tako naprej, osebje univerz, so vključeni tudi študenti s dodiplomskimi, podiplomskimi nalogi, doktorskimi in tako naprej. In valjda bodo tudi oni izvajali te različne meritve. In na koncu bomo dobili ljudi izoblikovane in pripravljene tudi za obrambno industrijo. Na ta način se bomo v Republiki Sloveniji širili eno znanje in izjemno pomembno. Pa še to na koncu povem, ne poznam enega razvojnega projekta, pa jih imamo nekje okrog 140, tudi evropske projekte, da ni kakšna fakulteta vključena. Skratka, vsak razvojni projekt je 1, 2 ali pa 3 fakultete vključene in je to tisto, kar mi moramo narediti na Ministrstvu za obrambo in tudi smo naredili sinergijo med znanostjo in sinergijo med industrijo. In zato imamo take uspehe, kot ga danes sami lahko ugotavljate. Hvala. Zeleno, bili in vijoličasti streljajo na isti gleki. Ja.